1. maj velja za mednarodni praznik delavstva. Še nekaj let nazaj je zaposlenim, ki so delali predvsem z rokami, dan pomenil veliko. Danes pa se zdi, da imamo praznik za 1. maj radi predvsem zato, ker velja kot dela prost dan. Dejstvo. 1. maj je bil in mora ostati naš delavski praznik. Kaj ti priznali ali ne? Tako kot sem omenil v govoru, delavci, vsi smo delavci. Ne glede na to, ali si po rangu najnižji, ali si zelo visoko, še zmeraj si delavec, še zmeraj nekdo kroji tvojo usodo in prav je, da se delo kot vrednota spoštuje, kajti vsi živimo od dela in kdor dela, bi se moral z delom normalno eksistenco omogočati in si tudi zagotavljati solidno življenje. Boj za pravice delavcev, ne glede na položaj ali državo, v kateri so, ostaja. Očitno še nismo na točki, kjer bi se boj za pravice lahko kar tako zaključil. Glede na neoliberalno strujo, ki veje tudi pri nas, pa je v bistvu to relativno težko in delo preveč postaja samo strošek in delo je vrednota. In kdor prizna v bistvu etiko, moralo, mora vedeti, da pač nekdo mora nekaj narediti in smo v taki družbi, da je tisto treba tudi ekvivalentno vrednotiti, plačati, kakorkoli že odvisno. Saj ne moramo zahtevati, da imamo plače kot na Norveškem, ampak tudi v Sloveniji, če delaš, ali v Bosni, če delaš, moraš s svojim delom sebi in svoji družini zagotavljati neko normalno eksistenco. In zato se je treba vedno boriti v vseh sistemih. In tega ne smemo pozabiti in moramo biti v svojem boju odločni in to zahtevati, kajti dano samo po sebi ne bo nič. Včasih je veljalo, da si službo lahko dobil še preden si zaključil srednjo šolo, morda celo pred 18. letom. Danes pa je situacija zaposlovanja mladih precej drugačna. Dejstvo je, da se je trg dela bistveno spremenil in seveda nastajajo nove oblike dela, prihaja i-tehnologija, pripravijo nove servisne storitve in seveda potrebujemo drugačne vrste izvajalcev. In velika večina mladih, ki je željna dela, pač to vidi in seveda, ker želi eksistenco, želi delati in sprejemajo tako ali drugače vse oblike dela in če jim niso ponudene neke regularne oblike, sprejemajo pač tudi neregularno, prekarno delo, kar je seveda zelo narobe. Osrednja miselnost sindikatov se skozi leta ni drastično spremenila. V slogi je moč. Ker nismo organizirani, ker nas je premalo in ideja je premalo v mladih zakoreninjena, to smo lahko tudi mi starejši krivi, ampak zato se je treba boriti, zato se je treba povezovati in združevati in skupaj bomo lahko naredili bistveno več. In že Don Kihot je dokazal, da v boju z mlini na veter posameznik ne pomeni veliko. Na proslavi na Snežnem stadionu pod Pohorjem se je zbrala prijetna množica, predvsem starejših, vendar je sklepanje, da mladih, ker je njihova situacija že urejena, tam ni, morda ne natančno.